Pa jo imam. Lejte, tik pred tem smo, da knjiga gre v tiskanje, končno, in zdaj vam bom predstavila, kaj je v knjigi, ko imajo duše žur. Lejte, ko imajo duše žur, od stiranja tančic in videli boste kraj. Kaj to sploh pomeni, tale kraj? Ko sem se dobila s Tino Skaza, to je avtorica tele čudovite kreacije, in sva se pogovarjali o tem, kako v bistvu je zanimiv zven te besede kraj. Ampak v osnovi, lejte, če gledamo, da om je kreacija Boga. Je zglob, zven, ki povezuje fizični, čustveni in duhovni vidik nas samih. Lahko primerjamo z lokom, ki ne povezuje, lok, ki napne puščico in to puščico ljubezni usmeri v stvarstvo. Se pravi, je to zven Boga v nas. In zato to knjigo posvečam vam, da se spomnite, kdo v resnici ste. Naslovna slika, veličastna jaz, in tukaj se moram zahvaliti Sabini May, da me je povezala s Tino. In v glavnem Tina, lejte, je čista kreatorka nove zemlje, 5. dimenzije na tej zemlji. Ona s to preprosto, čisto energijo sidra novo zemljo. Jaz sem počaščena, da sem lahko vtkala njene kreacije v naslovne slike te knjige, tako da res sem globoko hvaležna. No in zdaj gremo pogledat, kaj je sploh v tej knjigi. V uvodu pišem o tem, kaj se zgodi oziroma kako pomembno je, da se spomnimo, da smo veliki, nesmrtni in večni. In veselim se druženja z vami. No in zdajle se veselim druženja z vami, ker bomo šli po knjigi. In prvo, da se lahko spomnimo, kdo smo, je pomembno, da opustimo težo preteklosti. Opustimo to, kar smo bili naučeni, opustimo to, kar mogoče ni naše, kar nam je vcepljeno, in da se spomnimo svoje božanske esence. In najprej moramo pogledati, zakaj verjamemo v to, kar verjamemo. Vsakič, ko se rušijo neka prepričanja, ko se spreminjajo ukoreninjena neka načela, je odpor. In recimo, ko je Galileo Galilei se odločil, da bo, oziroma pogruntal, da je Sonce samo eden od planetov, ki se vrti okrog Sonca, ga je Sveta inkvizicija obsodila na smrt, in sicer je potem mu omilila kazen z dosmrtno ječo, če prizna, da se moti. In on je priznal javno, da se moti, čeprav je na sojenju zašepetal slavni stavek, in vendar se vrti. No in v glavnem tukaj se potem sprehodimo skozi cerkveno zgodovino, tudi skozi zgodovino našega naroda, ko enostavno smo začeli verjeti v nekaj, kar mogoče sploh nismo. In tudi ljudje, s katerimi je ostala nakopičena energija, jih opisujemo: duši me, stiska me za vrat, napadel me je odzadaj, zaril mi je nož v srce. In to samo opisuje stanje oziroma kje smo mi ranjeni. No, zato je pomembno, da najprej pogledamo ta temni del naše osebnosti, naše duše, zato da vemo, kaj imamo sploh za počistiti. No in tisto, kar nam pomaga pri tem, da bomo lažje šli skozi čiščenje, veste, stvarstvo nam pošilja preko sanj, preko živali, preko kup nekih signalov dobivamo, ampak jih včasih ne razumemo. In najprej vas vodim po tem, da se začnete zavedati, da imamo sporočila. No, naslednja stvar pa zdaj gremo podzavestni vzorci in prepoznavanje čustvenih blokad. Kako prepoznamo recimo sindrom pridne punčke? Mnoge ženske smo bile vzgojene, pač bodi pridna, nisi dovolj pridna, tudi moški, no, da smo pošteni, bodi priden fantek in tako naprej. In bolj kot smo pridni in poslušni, lažje pač nekdo nas šofira. Zdaj, če berete knjige Milene Miklavčič, Ogenj, rit in kače niso za igrače,
dejansko veste, kakšno težo nosi naš slovenski narod. No, tukaj majčkeno zgodovino opisujem, pač določena dejstva, ampak v glavnem pomembno je, da se zavedamo, da je čas, da naredimo premike naprej. No in potem vas učim, kako narediti mišični test. In vem, da mnogi ga že znate delati, ampak včasih se zgodi, da mišični test ne deluje. In kaj narediti v tem primeru? Tukaj vas bom vodila točno po avtoimunih obolenjih, podzavestnih prepričanjih, da boste sami prišli do zaključka, kaj nosite v svoji podzavesti. To je čisti vodič, recimo, nezmožna sem reči ne, ne znam postaviti mej, strah me je, da bi se razvedela resnica, sramujem se svojih dejanj, osramotila sem družino in tako naprej. Tega je ogromno in zdaj v glavnem po drugi strani pa celično DNK dobesedno nahranijo naši lepi spomini. No in tukaj v glavnem gremo potem naprej, da se spomnimo tistega, kar je mogoče lepega, oziroma če nas spet ti lepi spomini pripeljejo do nečesa, kar je pa težko, v tem primeru pa potem zdaj gremo naprej na pretekla življenja. In tukaj že gremo se dotaknemo tega, kako vemo, da na koncu smo nekoč že živeli. No in tukaj je ta slika, ta risba DNK duše. Tole je narisal Leonardo da Vinci, osnova, a ne tega človeka. Jaz sem pa temu človeku samo stegnila roke nad glavo in pride točno do tukaj, da je tukaj vijačnica DNK in to je merska enota, ko roki damo skupaj, da lahko dejansko s tem dobesedno programiramo, deaktiviramo, počistimo vse boleče spomine. No, tako da zapisi na DNK in čiščenje karme. Spet smo pri kreaciji Tine Skaza, poglejte to, neverjetno žensko lepoto. In zdaj ta kristal, ki je tukaj, bi bil lahko tudi nožnica, je to tako. Mnoge ženske nosimo zapise zlorabe v svoji duši. No in tukaj po karmi se bomo majčkeno sprehodili po tem, odkje izvira beseda karma, preteklost, potem pa naprej. Vsi mi smo veliko več, kot se zdi na prvi pogled. In gremo se spomniti, da smo več. Tukaj noter sem že odkala japonsko vnebovzeto mojstrico Kuan Yin, ona spodbuja odpuščanje. In v glavnem naprej meditacija za odpuščanje sebi, ker pomembno je, da sebi tudi odpustimo. Ne, ker mnogokrat smo jezni na sebe, da smo dovolile, da zamera, da nismo še videle. No in tukaj gremo naprej na prepoznavanje motivcev na dušni DNK, pa dušne zaobljube. In te dušne zaobljube so kot ključavnice, ki jih imamo tako močno ali pa kot okovi. Recimo, vse, kar je povezano s cerkvijo, sovražim duhovnike, sovražim cerkev, krščanstvo in tako naprej. Pomeni, da kdor prepozna te vzorce, ima svojo zataknjeno energijo povezano s temi ustanovami. Recimo včasih nas vleče v neke daljne kraje, da ozavestimo nek boleč spomin. Recimo tale slika starčka. Lansko leto smo bile z mojimi puncami na Šrilanki, tik pred korono, in tole je Anja slikala. In dejstvo je, da tale slika, tale fotografija, kaže, kako ta starček hodi po tej peščeni plaži in nosi te zadeve, ampak ko ga pogledaš, v njegove oči so prazne. Prazne. Bog si ga vedi, koliko življenj že hodi po tej plaži. Koliko življenj hodi in se bori za preživetje. A veste, in če vi hodite skozi svoje življenje in se borite, mogoče je čas, da kakšno stvar spustite. No, tukaj naprej svojo zgodbo opisujem, kako sem takrat, ko sem čistila mojo dušo, tudi kar je povezan s cerkvijo. Potem naprej, tukaj sveti Frančišek, njegova molitev je neverjetna, ampak po drugi strani pa tisti, ki predelujemo cerkev pa zlorabo, imamo pa tudi neverjetne zaobljube pa še kakšno stvar. Razni strahovi in travme, ki jih vlačimo za seboj, fobije in tako naprej.
V glavnem, vse to privleče duša zato, da se spolni. In vsakič vas potem vodim, preverite z mišičnim testom. Ne zaslužim si ljubezni, ne zaslužim si užitka, v duši nosim potrebo po zavrženosti in tako naprej. Tako da kup teh zadev, ki jih vlečemo s seboj skozi mnoga življenja, zato, da se spomnimo, da odgrnemo, da odstremo te tančice in da se enostavno spomnimo tega, kar mi smo. Pomembno je, da pač pridemo do resnice. No in tukaj zdaj že gremo naprej. Harmonija duše, uma, telesa in našega doma. Spet kreacija Tine Skaze, harmonija, usklajenost, lepota, milina, vse to. In se začne tehnično. Tehnično, telo nam sporoča. Alergije, poglejte, na koga ste alergični. Kdo vam predstavlja kronični stres? In preverite podzavestno prepričanje, v svoji duši nosim prepričanje, da nisem zaželena. V glavnem in potem naprej afirmacije, to je zdaj čist nova zadeva v tej knjigi. Tukaj tale delček se povezuje s knjigo Ko imajo hormoni žur, zeliščna podpora je pa potem tukaj v tej knjigi popolnoma druga. No recimo, če pogledamo gube, recimo staranje. Preverite, strah me je staranja, strah me je smrti. In potem imamo afirmacije. Zavedam se, da se je moje telo zmožno obnoviti in pomladiti. Skozi moje celice teče božanska ljubezen. Dovoljujem si, da se vidim kot popolno kreacijo božje lepote. V glavnem tukaj pomanjkanje vitamina A, C in E, silicija. V glavnem tukaj kaj je treba jesti in katera zelišča. Smil. Smil je tisto zelišče, ki vam bo pomagalo pri tem, da se vaša koža obnovi. No, tako da, to imamo zdaj, en kup težav. En kup težav, skozi katere gremo. Povsod imamo čustveni vzrok, zeliščna podpora, afirmacije, hrana, primanjkljaj in težavo. Tako da, tukaj imate res kar precej informacij, uporabnih informacij, ki vam lahko pomagajo dejansko spremeniti vaše življenje na bolje. Tukaj boste šli točno pri težavi čistiti tisto, kar je v vašem dušnem zapisu oziroma v vaši podzavesti. No, potem pa gremo naprej na proces samoobnove in pomlajevanja, proces autofagije. Zdaj pa kaj je to? To je celično pomlajevanje. In spet smo pri tehniki. Potrebno je, da razumemo, kako delujejo naše celice. Zakaj potrebujejo DNK? Kaj so dognanja? Mislim, gledajte, tukaj noter ta del je tehničen, povezan s hrano, kako povečamo regeneracijo. Pomen žive hrane in moč hranilnih snovi, ki pospešujejo obnovo. No, potem naprej, autofagija, proces samoobnove, naprej gremo na vodo, voda nas sliši, kako blagoslovimo vodo, knajpanje, senene kopeli, potem kristali, stranski učinki nošenja kristalov, moč soli, sode bikarbone, moč kadil, potem razna kadila, tukaj noter opisujem cedrovo, recimo les cedre, to je dejansko sveti les. In prav v Svetem pismu piše, da je kralj Salomon dal zgraditi tempelj iz lesa cedre. To je v bistvu cedrovo les ali pa cedrovina je najbolj žlahten les, kar jih obstaja. No, potem naprej žajblanje, pa ne samo to, uporaba zelišč v našem domu in kako živali čistijo energijo doma. No, tako da v bistvu lahko vse to greste skozi, to so tehnični napotki, kako boste dvigali energijo oziroma vibracijo vašega doma, vaših celic, vas samih, da se spravite v drugo vibracijo in moč zvoka naprej, kako sebe spravite na višjo vibracijo in zdravilna moč narave. Tukaj opisujem tudi gozdno kopel, širi joko, če sem si prav zapomnila. V glavnem, to je izraz za gozdno kopel oziroma kopanje v gozdu.
No, in v glavnem naprej pa gremo na potovanje duše. Zadihaj, draga boginja, zadihaj. Vdihni globoko, vdihni močno. No, in zdaj pa že gremo naprej. Energija se širi. Vsak izmed nas vpliva na celo vesolje. Dovolite si slediti srcu. In tukaj imamo afirmacije. Oproščam vsem moškim, ki so me kdajkoli prizadeli. V vseh smerih časa in prostora. Glejte, tudi tisti, ki ste moški, ste bili v mnogih življenjih ženske. In če imate neko zamero do recimo žensk, je čas, da nekaj počiste. Je čas, da si dovolite zažareti v vsej svoji veličini. Tako da to je zdaj čiščenje. No in zdaj gremo naprej. Na pretekla življenja, da se spomnimo, kaj se dogaja v naši duši. Duša se spomni. Duša se vsega spomni, kar je. In ko ti je toplo pri srcu, zaradi tega, ko srečaš neko osebo in tam, ko ti zaigra srce, to je povezava iz prejšnjih življenj. Vedno. In vam bom prebrala mojo prvo pesem. Nisem pesnica, ampak prejšnji dan mi je šla skozi mene tale pesem. Mogoče zaprite oči in samo poslušajte. Bila sem tam. Videla sem. Čutila sem. Dihala sem. Bila sem tam. Prebuja se nov dan. Jutranja zarja poljublja nebo. Stojim in samo sem. Svojo prisotnostjo, s celo svojo bitjo, sem priča rojstvu novega dne. Slavim novo rojstvo. Bila sem tam. Dlani mi poletijo v nebo, od sreče, radosti, odganjenosti, ker rodil se je nov dan. Bila sem tam. Iz grla prileti radostna pesem, od sreče, radosti, odganjenosti, ker rodil se je nov dan. Bila sem tam. Telo se mi giblje ob čudovitem proslavljanju, od sreče, radosti, odganjenosti, ker rodil se je nov dan. Bila sem tam. Solze sreče mi polzijo po licih. Od sreče, radosti, odganjenosti, ker rodil se je nov dan. Bila sem tam. In tudi ti si bila tam. Svečenica vse svoji lepoti. Spomni se. Bila si tam. Vdihajte. Se spomnite? Se spomnite? Bile smo tam. Bile smo svečenice, boginje, proslavljale smo, potem je na zemljo padla tema. Kolektivni padec zavesti, Lemurja in Atlantida. In videla sem vse to. Videla sem, kako je na zemljo padala tema. Videla sem vso bolečino in lejte, skozi mene je šla, ko sem pisala to knjigo, vsa bolečina, ki sem jo kot duša občutila, ker sem bila tam, ko je padla na zemljo tema. In bilo je hudo. In bile smo zlorabljene. In mogle smo se odpovedati svoji sveti moči. In smo se zaobljubile, da se odpovedujemo svoji sveti moči. In zdaj smo tu. In skozi tisočletja zlorab se je nakopičilo toliko žalosti, toliko obupa, jeze, zagrenjenosti in vse to zdaj gre preko naših ran se čisti. In ja, včasih jih zanikamo in pač rak je rak
duše, to je bolezen duše. In je čas, da se spomnimo. Spomnimo, da so naše duše prišle v to življenje po izgubljene delčke, po svojo zataknjeno energijo. Da se odkodirajo vse zaobljube, da se spomni vsaka od nas, da je ona čista boginja na tej zemlji. Včasih kakšna boginja pozabi. Tole sem napisala za mojo prijateljico. Ona ima tako močno zakodiran sindrom Marije Magdalene v sebi. In verjamem, da za mnogo vas, ko boste to prebrali, vas bo zmrazil. Zbudi se. Nisi vedela, nisi znala, nisi še zmogla. Rodila si se, ne boj, da je treba. Rodila si se, še ena baba. Želeli so fanta. Dali so ti vedeti, da nisi dovolj. Govorili so ti, da nisi dovolj. Nikdar nisi bila dovolj, ker nisi moški. Bogaj, bodi poslušna, kdo pa misliš, da si? In si začela verjeti. Verjeti, da nisi dovolj. Začela si verjeti, da svojim molkom gradiš. Nihče ni opazil, da imaš tudi ti želje. Nihče ni spoštoval tvojih potreb, niti ti sama ne. Verjela si jim, da se je za ljubezen potrebno truditi. In si pristala na manj kot ti pripada. Bila si tiha, ubogljiva, ustrežljiva. Mislila si, da si tako služiš nebesa. In ko se je tvoja duša odločila, da ima dovolj, ti je poslala bolezen. Hotela te je zdramiti. Kričala je v tebi, zbudi se! Pa se nisi. Dobila si prvo opozorilo, dobila si diagnozo. Ko si se malo okrepila po bolezni, si spet igrala vloge, ki so te jih naučili igrati. Želela si biti ljubljena, a kaj? Ko te nihče ni naučil, kaj sploh je ljubezen. Želela si ustreči, ker si mislila, da je to ljubezen in boš tako nekoč ljubljena. Pa se nisi zdramila niti takrat, ko si se zavedla, da so te vsi ljudje jemali za samoumevno. Nisi še zmogla in tvoja duša kriči, zbudi se. Če se ne boš zbudila, boš spet dobila diagnozo. Si želiš tega? Tvoja težava ni v tem, da bi bila slab človek, temveč v tem, da si predobra do vseh, samo do sebe ne. Zbudi se. Nisi vedela, nisi znala, ampak zavedaj se, zmoreš. Ja. Včasih, veste, gremo skozi težke preizkušnje v življenju. In tukaj gre naprej na sindrom Marije Magdalene. Kdo je ženska, ki jo je obsedlo 7 demonov? Kdo je ta ženska, ki so jo zlorabili moški, ki dovoljuje zlorabo? In tukaj je pomembno, da počistimo zakodirano energijo na maternici, ker maternica spolne veze ohranja tudi, energija maternice spolne veze ohranja tudi v naslednjem življenju, dokler ne počistimo vezi. In ko bo kraljica juga se zbudila, takrat bo ostala vsej svoji veličini. In tukaj so noter misli Anthonyja Hopkinsa, ki govori o tem, da je edina tvoja naloga, da spoznaš, da si ljubljenka svoje usode in da se spomniš ljubezni, ki si jo zaslužiš. Odloči se, da si zaslužiš prave prijatelje. Potem počakaj le minuto in opazuj, kako se vse začenja spreminjati. In zato je zdaj čas za novo dobo. Čas, da se kraljica juga prebudi vsaki od nas. Čas je, da mimo svoje hčere učimo,
kaj pomeni ljubiti sebe, ker naše mame nas niso znale tega naučiti. Tukaj je krasen zapis Klaudije Andromedas. Čas je za nore, drzne, ki sanjajo, da bodo leteli. Čas je za zmago in čas je za dokončno očiščenje. Spet kreacija Tine Skaze, dokončno očiščenje, čista harmonija, čas za novo dobo. In zdaj je čas, da počistimo DNK duše. In tukaj vas vodim skozi meditacijo, da se naučite delati, da počistite in hkrati kreirate svojo novo bodočnost. Moč vizualizacije, kako kreirate novo, vidiš cilj, daj naredi nekaj v tej smeri, da tvoje življenje postane drugačno, da sami vplivate na to, kar želite in uporabite vse, kar je na razpolago. Moč molitve. Začnite moliti za druge osebe. Moč vsega, kar je. Glejte, tukaj govorim o moči molitve, ki je neverjetna. Tukaj govorim, kako bi mogel biti oče naš. Pravilen oče naš ne bi bil takole. Mogoče celo očka moj, ki si v mojem srcu. Posvečeno bodi tvoje ime. Pridi k meni tvoje bogastvo. Zgodi se tvoja volja, kakor v nebesih, tako na zemlji. Hvala ti za moj vsakdanji kruh in odpusti mi moje dolge, kakor tudi jaz odpuščam svojim dolžnikom. In pripelji me k rešitvi, da se rešim vsega hudega. Amen. Tako je, tako naj bo. To naj bi bilo pravilno. In zato pa gremo naprej, kako v imenu Božjega imena pokličemo vse tisto, kar mi želimo. Moč besede jaz sem. Jaz sem zdravje, jaz sem moč, jaz sem energija, jaz sem modrost, ustvarjalnost, uspeh. Jaz sem ljubezen. To so kode življenja. Koda tega, da lahko to spravimo v svoje življenje. In potem govorim naprej o svetem ognju očiščenja, moč vijoličnega plamena očiščenja. In tukaj je skica, kako izgleda, to je energija duše. To je kavzalno telo, kjer so zapisi naših dobrih del. To je zlati plamen, ki se spušča v višji jaz, Kristusovo zavest, lahko rečemo vest, in ki se spušča v naše srce. To je povezava Bog, človek. Vsi to imamo, ampak bolj kot dvomimo v to, da Bog je, bolj je prekinjena tale povezava. In bolj kot zaupamo v stvarstvo, večji je kanal, preko katerega dobivamo sporočila. In tukaj pišemo vsem tem, kar mogoče premalo vemo. Kdo je tudi Jezus Kristus? Kdo je ta veliki mojster? Kdo so angeli, ki nam pomagajo, in nadangeli? Ostal sem sam, ko je nekdo za kratek čas odprl nebo. Za svetlobo dneva sem zahvalil se. In takrat sem videl, kje je upanje. Angeli živijo, tudi če ljudje ne čutijo. Angeli živijo, vsako dušo tiho pridejo. Na srčno pot nas spremljajo, varujejo. Je priredba skladbe ABBA, I have a dream. Mislim, da je tole Edwin Flisser zapisal. V glavnem imamo v virih, tako kot mora biti, in dejstvo je, da je to tako čudovito sporočilo. In potem gremo naprej, angelska števila. Recimo, če kar naprej vidite 666, pomeni, ko ste obremenjeni skrbi, stresom ali strahom, težje sprejmete ljubečo pomoč angelov. In sploh 666 pomeni, da ste obremenjeni z materialnim. Potem naprej 12 služabnikov luči, angeli preskrbe, obilja, obogatitve, ubranosti. Dejstvo je, da angelov je polno okrog nas. Pa naprej imamo 12 stebrov luči, 12 nadangelov.
Iz Svetega pisma poznamo 6 nadangelov. Ampak recimo, poleg nadangela Mihaela, ki je najmočnejši angel poguma, zaščite, je tukaj Ariel, ki nosi bogastvo. Potem Rafaela poznate. Rafael zdravi, Gabriel nosi sporočila, nove začetke. Uriel čisti, vedenja, čisti tisto, kar je čas, da odide in daje novo vedenje in resnico. Jofiel, modrost in razumevanje. Kamuel, nadangel Božje ljubezni. Haniel, nadangel Božje milosti. Sandalfon, to je nadangel Božjih sporočil, zaščitnih vseh, ki delajo z zvokom. Metatron, nadangel Božje razsvetlitve. Samael, nadangel zaključevanja in novih začetkov. In nadangel Zadkiel, nadangel odpuščanja, svobode in usmiljenja. In to je nadangel vijoličnega plamena. In potem tukaj opisujem angele in tukaj so potem meditacije in afirmacije in molitve nad angelom. In zdaj vidite tele kreacije, lejte tole, te čudovite mandale je narisala Tina Schnuderl, ona je pa tako neverjetno bitje, ki riše osebne mandale. In stvarstvo naj jo je povezalo, da se jo povabila k sodelovanju in je vse steklo in je narisala 12 unikatnih mandal pri nadangelih. In ti nadangeli, poglejte, te mandale nosijo sporočila. In mogoče, ko boste brali knjigo, pa vam bo težko, se boste samo zazrli v mandalo in vas bo potegnila. In bo prav njena vibracija pripojila vašo dušo. Mogoče samo to, mogoče boste brali afirmacije. Nadangel Rafael, prosim, ozdravi moje rane. Naj se s tvojo zdravilno svetlobo zacelijo vse moje čustvene rane v vseh smerih časa in prostora. Pač delali boste tako, kot boste vodeni. Potem naprej Uriel, Jofiel, Kamuel, tukajle, Haniel, Sandalfon, Metatron, Samael, Zadkiel, vijolični žarek, očiščenje in velika bela bratovščina, vnebovzeti mojstri luči. Tole fotografijo sem posnela zadnjič v Strunjanu, ko smo zaključevali delavnico in se je naredil tale božji sij. Seveda znanost to opisuje, da je to normalen pojav, ko je neka meglica čez nebo, ampak je nastalo kot božje oko. Res neverjetno. Vidi se tukaj prav vijolični žarek, kot da bi se spuščal na nas. In veliki mojstri luči, eno je Mati Marija, ampak ni edina, to poznamo iz naše kulture. Kaj pa druge? Recimo tukaj pa opisujem naprej Črne Marije. Črne Marije, vemo, da je v Sloveniji ogromno cerkva Črne Marije. Po svetu ogromno, recimo ena od teh je Montserrat, gora nad Barcelono, Montserrat, kjer je kip Črne Marije, močna energija. Potem vnebovzet mojster Saint-Germain, neverjeten mojster, ki z vijoličnim žarkom pomaga pri dvigu zavesti. In tukaj so opisana njegova pretekla življenja, ko je želel pomagati pri vibraciji zemlje. In še vedno nagovarja glasnika ali pa vsaka posebej, daj spremen, daj drugač, delaj drugač. Glejte, Božja beseda ni strah. Strah so besede drugih bitij. Božja beseda je mir. Je ljubezen, je odpuščanje, je harmonija. Božja beseda je tisto, kar nam veča notranji mir. No in zaključimo, poklon sveti ženski,
poklon boginji vsaki od nas. In tukaj zaključujemo knjigo. In zaključujem jo z mantrami Tine Turner. Njeno zgodbo poznate. In sporočilo, zdaj ona je posnela album Beyond in njeno sporočilo je: nihče ne živi zavedno, nič ne traja večno. Roža se razcveti in umre, pomladi sledita poletje in jesen, vrti se cikel življenja. Začni dan tako, da poješ kakor ptice. Petje te ponese tja, preko, onkraj. Ljubezen raste, ko zaupaš. Ko zaupaš, te ljubezen ozdravi. Ljubezen te obnovi. Ljubezen ti daje varnost in te vodi bliže k Bogu. Zato pojdi tja. Pojdi tja preko, pojdi tja, kjer je onkraj. No, tako nekako se zaključi tale knjiga. Jaz sem, ki sem, veličastna jaz. Jaz sem, ki sem, boginja Amoral. In se vrnemo s tem na začetek, na to, da se ženska spomni, kdo je. Da najde vso lepoto v sebi in ta knjiga je vodič, da se spomnite, in zdaj bom šla čist na začetek, da se spomnite svoje veličastnosti. Tako da, ja, kar nekaj časa je trajalo, da smo prišli skozi knjigo. Knjiga ima 364 strani. Knjiga je, veste, toliko sem vesela, da je nastala. Nam rekla, da ni bilo nobena prepreka, veliko jih je bilo. Ampak danes sem hvaležna tudi za vse tisto, kar se je zgodilo vmes v tem procesu čiščenja. Veliko čiščenja se je zgodilo, jaz osebno. In verjamem, da tisti, ki boste šli po knjigi delati, se bojo delali v vašem življenju premiki. Premiki zaradi tega, ker boste spet šli tja in boste se najdli tam, kjer ste že bili, na začetku obstoja, ker vaša duša je večna. Tako da, hvala, ker ste bili z mano, in če vas knjiga pokliče, hvaležna sem za vse tiste, ki pač me podpirate s tem, da kupite knjigo, da lahko ustvarjam naprej. Tako da, hvala vam iz srca in naj se zgodijo v vašem življenju čudeži. Uživajte in ja, knjiga bo dosegljiva na vseh policah in če vas pokliče, hvala iz srca. Rada vas imam, iz srca vas imam rada in vam želim vse najboljše. Uživajte.